Gledate oddajo Klepet ob kavi. Pozdravljeni, povem vam eno luštno, resnično zgodbo. Ameriški astronavti so šli v vesolje in sabo vzeli kuli. In kaj se je zgodilo? Kar kmalu so ugotovili, da pravzaprav z njim ne bojo zaradi gravitacije mogli sploh pisati, ne? In so vlagali milijone dolarjev, da bi našli torej eno učinkovito pisalo. Na drugi strani pa so ruski kozmonavti sabo vzeli en navaden svinčnik, ne? Ja, in ko smo ravno torej pri glavcah, tudi na področju različnih recimo amfetaminov, ki jih poznajo ameriški astronavti, so v bistvu Rusi na drugi strani ugotovili, da je zelo podoben učinek, torej recimo za ta spid, ne, če lahko temu tako rečemo, torej za boljšo recimo fokusiranost, da je odličen adaptogen oziroma bolj konkretno eleuterokok, torej rastlina, ki daje iste učinke brez stranskih učinkov. No, končno sem to zdrdrala in to je bil višek mojega farmacevtskega znanja. Več o tem pa bo z nami danes spregovoril profesor dr. Samo Kreft, torej učitelj, redni profesor, kakšen učitelj se povečujem, ne? No, sejo, samo učitelj. Torej na Fakulteti za farmacijo in tudi urednik bloga Lačna bučka. Samo lepo pozdravljen. Za začetek, a se da pravzaprav te snovi sintetizirati? Kako je s tem? Da se sintetizirati, ampak dva problema sta. Eno je, da bi bilo predrago, da je cenejše rastlino vzgojiti. Drugo pa je, da niti ne vemo točno, katera snov v tej rastlini je zaslužna. Ali je ena sama snov za celoten učinek ali le kombinacija večjih snovi. Tako da uporabljamo rastlino kot celoto in je to najcenejše, najbolj enostavno in najbolj učinkovito. Kako pa to, da adaptogeni še niso toliko raziskani v bistvu? Več jih je in nimajo enakih učinkov, tako da ne moramo jih v en koš metati. Imajo neke podobne značilnosti, zato to skupno ime adaptogeni. Ampak vseeno, ko delamo raziskave na enem, ne moramo reči, da bo tudi drug enako deloval. Tako da je treba vsakega raziskati. Potem učinkov je več. Že nekako po definiciji ta adaptogeni učinek je sklop, nekako preplet treh učinkov. Vpliv na miselne sposobnosti, vpliv na fizične, recimo športne sposobnosti in vpliv na imunski sistem, na imunsko odpornost. Nekako to troje se prepleta in vse troje težko v eni študiji, tako da ponovadi so to vsaj 3 študije za vsak adaptogen, pa potem jih še na različne načine pripravimo, pa različne odmerke, tako da rabimo res veliko študij, da lahko nekaj zaključimo. Pol govorimo o enem takmu krem de la krem zdravilnih rastlin v bistvu, ne? So zelo posebni. So zelo posebne, ja. Nimajo pa tako hitrih učinkov, tako močnih učinkov. Recimo, primerjava z astronavti je zelo lepa. Amfetamini imajo takoj učinek, ne? Čez par minut že čutimo. Adaptogeni pa ne, je pa na dolgi rok, ampak kot rečeno, je več učinkov na več področjih delovanja telesa in pa tudi bolj varno uporaba, tudi dolgotrajna uporaba je varna, ki seveda pri amfetaminih ni. A v bistvu vplivajo na telo celostno ali recimo delujejo na posamezen organ? Kako je s tem? Ja, to ni povsem še raziskano. Zdaj deluje vsako posebej. A ti je začel raziskovati tole? Ja, z veselja. Malo smo omejeni za sredstvi, tako da... Ja, standardni izgovor, ne? Ne, se raziskujemo itak, ampak iščemo tiste niše, kjer lahko mi kaj prispevamo, da imamo neko konkurenco, prednost pred drugimi raziskovalci. Mogoče, če bi adaptogene, bi rožni koren. Recimo, če imam 3 adaptogene, že prej omenjen eleuterokok, ki mu tudi rečemo sibirski ginseng. Ki se te imena najdem, meni se skozi zatika. Eleuterokok, okej. Ja, komplicirano je. Zato mogoče mu rečejo sibirski ginseng, ker se je lažje zapomniti. Sibirski ginseng, super, odlično. Ginseng, vemo, kaj je, tudi lahko izgovorljiva beseda. Ta je nek eleuterokok radix. Korenina iz te rastline. Radix pomeni, da je korenina od tega. Ja, medtem ko pa, no, pri ginsengu je tudi korenina, to je to, in pri rožnem korenu tudi korenina. Rožni koren edini pri nas raste. Ja. Tudi ta se uporablja, sem že opazil v kakšnih prehranskih dopolnilih, to rodiola roza dodajajo. Kako prijetno diši. Ja, zato ima tako ime, ker tudi barva malo spominja na vrtnice. Ja, prav vonj po vrtnici, ja. Pa to ime, roza je nekako pomeni vrtnični rodiola. Zakaj recimo vse to uporabljajo?
Ravno tako je adaptogeni učinek. Tako da eni bolj eno, drugi bolj druga. Eni bolj na umske sposobnosti, recimo, hočejo, recimo v kakšnem študiju se uporablja, eni bolj na imunski sistem, za kakšno zaščito pred infekcijami. Čeprav, če ravno govorimo o zaščiti pred infekcijami, je pa ameriški slamnik pa bistveno močnejši in bistveno bolj raziskan. Čeprav ameriškemu slamniku pa ne rečemo adaptogen, ker pa nima vpliva na fizične in miselne sposobnosti. Ampak na sam imunski sistem pa bistveno močnejši učinek. Tako da, če hoče nekdo, sploh zdaj v času epidemije koronavirusa, se kaj okrepiti imunski sistem, bi bolj svetoval ameriški slamnik, ne toliko adaptogenov. Zanima me še, če bi lahko rekel, ne vem, kateri adaptogeni obstajajo v Sloveniji, jih imamo, jih najdemo ali ne? Raste ta rožni koren, ampak tudi eleuterokok se dobi pri nas v zeliščnih lekarnah, tudi v običajnih lekarnah verjetno, in ginseng, razne pripravke iz ginsenga, tega klasičnega azijskega ginsenga. Ta je nekako bil prvi prototip, recimo, adaptogenega delovanja je ginseng. Zato se pa eleuterokoku reče sibirski ginseng, pa recimo ašvagandi se reče indijski ginseng. Razumem. Pa še lazi se zapomniti, da se zapomnimo samo eno ime ginseng, pa potem dodajamo pridevnik, kot recimo ašvaganda, eleuterokok. Ja, težka so. No, tudi rastline iz neobljudenega Altaja imajo izjemno močno delovanje, tako da dajmo si pogledati, kaj je o tem povedala Marijana Kolman. Mnogimi leti mi je prijatelj dr. Milušenko rekel, da vse rastline z Altaja, zlasti z tega južnega področja, da imajo kar 12-krat močnejše delovanje in meni je bilo to najprej slišati tako kot, ne vem, kako 12-krat močnejše delovanje, recimo rožni koren, ki raste na Karatureku, na tistih zadnjih 10 metrih na višini 3040 metrov, 10 metrov pod vrhom gore iz skale raste rožni koren. In resnično, kasneje, ko sem začela raziskovati vsebnosti rastlin z teh področij, sem ugotovila, da je dejansko potenca rastlin z tega področja izjemno močna. Ja, samo se bomo strinjali s tem? Ja, lahko so velike razlike. Vsi vemo, že pri vinu, ta najbolj kisla imajo, ne vem, 2 grama sladkorja na liter, ta najslajša imajo pa lahko tudi, ne vem, 100 gramov sladkorja na liter. Tako imamo faktor 50 vmes, ne samo 10. Pa je navaden sladkor v vinu. Tako da zakaj ne bi ena rastlina v odvisnosti od rastišča se tudi tako razlikovala. Je pa res velikokrat pri zdravilnih rastlinah zanimivo, da bolj, ko so neugodne razmere, kot je gospa rekla, tam na višini, na najvišji višini, kjer ravno za silo še raste, da je najmočnejša. To večkrat opažam pojav, da če eno rastlino na gredi in jo dobro pognojimo, bo sicer lepo zrasla, ampak zdravilnih snovi bo imela pa manj. Zanimivo. Zdaj, ti si doktorsko disertacijo imel iz teme zdravilnih rastlin, pa me zanima, a bi lahko se ti odločil, prej sva že sicer si govoril o tem, da vsak ima svoj namen pa učinek, torej sintetika oziroma zdravilne rastline, ampak vse, je kombinacija mogoče komplementarna? Da bi oboje naenkrat recimo imeli ali prisegaš, da se strogo ločuje? Tudi to je možno oboje hkrati, ampak spet od primera do primera. Recimo, če bi imel jaz en prehlad ali pa gripo z visoko vročino in z nekim neprijetnim kašljem, bi kombiniral. Za vročino in za glavobol bi vzel neko sintezno zdravilo, ki so bistveno bolj učinkovita. Recimo za lajšanje kašlja bi vzel pa nekaj rastlinskega, ker so pa konkretno za kašelj so pa rastlinska bolj učinkovita in bi tako kombiniral. Ampak sintetična ima po drugi strani stranskih učinkov pa veliko več, ne? Od primera do primera. Tudi zdravilne rastline imajo nekatere veliko stranskih učinkov. No, tistih z najhujšimi stranskimi učinki jih niti ne uporabljamo. Recimo volčja češnja na prstnik za srce. Jih ne uporabljamo kot rastline, jih samo uporabljamo zato, da iz njih izoliramo snovi.
Po drugi strani pa tudi ta zdravila, čeprav so sintezna, ampak tista, ki so brez recepta, imajo ponovadi manj neželenih učinkov in zdravno zato so dopustna tudi uporaba brez recepta. Tako da recimo v primeru kašlja bi tako kombiniral lahko hkrati. Mislim, kašelj in vročina, kot oboje recimo pri gripi prisotno. Kaj sem pri depresiji, je pa odvisno od tipa depresije. Pri nekaterih šentjanževka bolj pomaga kot katerokoli sintezno zdravilo. Pri nekaterih pa le recimo ne pomaga, pa je potrebno sintezno. Tako da recimo v Nemčiji je ponovadi šentjanževka prvi izbor, pa ne bi rekel samo za milejše oblike depresije, tudi že za srednje močne, ampak pač odvisno od tipa, kako človek reagira. In kljub temu, da ima tudi neke neželene učinke, povezane z vplivom na druga zdravila, jo svetujejo prav zdravniki. Skratka, sicer mislim, da zdaj zadnje čase ni več na recept, ampak po zdravniškem nasvetu. In če pa ne pomaga, bi pa potem šel na sintezo. Tako da bi na ta način kombiniral. Probal eno in če ne, bi šel na drugo. Ok, samo ti, ki si pri koritu, če lahko temu tako rečem, imaš kakšen nasvet ali pa tvoje razmišljanje, recimo, kako se zaščititi recimo zdaj v tem času koronavirusa, da recimo pač ne bi zboleli? Prvi nasvet je čim bolj dobro kondicijo, to pomeni telo skrbeti z vsemi hranili, to pomeni zdravo prehrano, ne ga zastrupljati z nezdravimi, to pomeni procesirana hrana in podobno. Procesirana hrana, ja, pa tudi neprocesirana, če ima preveč nasičenih maščobnih kislin, holesterola, preveč soli, temu se izogibati. Potem pa dovolj vlaknin, to tudi spodbuja imunski sistem. Kaj pa D-vitamin, ki ga zdaj tako zelo opevajo, kar naenkrat je bum, jemljite vitamin D. Ja, D-vitamin smo skozi vedeli, da ga mnogi premalo uživajo, ampak zdaj pa ravno Inštitut za nutricionistiko dela eno raziskavo, kjer se pa prav kaže, da so prav zaskrbljujoče razmere, da ga res velik delež... Torej sonce ni več dovolj, ne? Ali sonce je mogoče dovolj, samo mi gremo premalo na sonce, ali se pa preveč ščitimo, oziroma se je že prav, da se ščitimo, samo potem moramo toliko dlje časa biti izpostavljeni, pa v pač tistih obdobjih dneva, ko sonce ni nevarno, pa biti toliko dlje izpostavljeni, pa z večjo površino kože, ker če sem majhna površina, je tudi manj D-vitamina nastane. Ok, D-vitamin, kaj pa recimo, če ga mečka na rastline? Klorofil pa je zelo priporoča, kako je s tem? Klorofil je antioksidant in ja, celokupna količina antioksidantov je čisto koristna, da je telo v dobri kondiciji. Tako da v tem kontekstu ja, klorofil, ampak ne bi ga posebej izpostavljal. Kaj pa preventivno recimo za imunski sistem? Za imunski sistem pa ameriški slamnik, preomenjen ameriški slamnik. Tudi njegov uradni namen, tudi zdravila, ki obstajajo na tržišču, so za virusne infekcije dihalnih poti. In ta nova koronavirusna bolezen je virusna infekcija dihalnih poti. Tako da je to v bistvu uradni priznani namen uporabe. Sicer, po pravici povedan, je tako pač široko napisan, prav raziskave se pa šele v zadnjih mesecih delajo. In neke in vitro raziskave so že pokazale tudi, da vpliva tudi na ta nova SARS-CoV-2 virus, ta povzročitelja nove koronavirusne bolezni, da ameriški slamnik tudi na tega deluje. Skratka, ne samo, da krepi imunski sistem, tudi del direktno protivirusnega učinka. Tudi inhalacije, kakšne z eteričnimi olji, to kaj poznaš? Ja, to pa ne vem, kako bi, a lahko dosežemo dovolj visoke koncentracije v dihalih, da bi vplivali tako direktno, lokalno uporabo kot inhalacije. Vse uporablja, ja, pa koliko je ta protimikrobni učinek, protivirusni zaslužen, ali pa sem, da mogoče izboljša stanje sluznice, kar je sigurno tudi dobro, inhalacija že z vodno paro, lahko dobrodejno vpliva na stanje sluznice. Tako da bi rekel, mogoče bolj posredni učinek. No, se telo se drugače v končni fazi itak vedno samo brani, tako kot rastline, a je tako? Ja. Ok, gremo zdaj pogledati aktualne klepetove dogodke.
V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. 7 dni za dušo in telo na otoku Ižu. Tudi letos gremo na počitnice za dušo in telo. Odhajamo drugi teden v juniju na energijsko najmočnejši otok Jadrana na otoku Iž. 7 dni globoke sprostitve za dušo in telo, nova znanja, nove izkušnje, res dobra in zdrava hrana ter izjemno vzdušje. Preverite program na naši spletni strani, poskrbljeno je namreč tudi za prevoz. Hoja po Žerjavici je vsekakor nekaj nepozabnega, nekaj, kar prižge iskro. Letos se po žareči preprogi sprehodimo 27. junija. Doživi enkrat to čarobnost skupaj z nami. Pridružite se nam na vodeni delavnici kitajske veščine Qigong za ohranjanje in krepitev življenjske energije, ki deluje celostno na zdravje in sposobnosti človeka. Vadba je primerna tudi za starejše. Po delavnici pa boste znali samostojno izvesti sliko daoistične forme za spodbujanje zdravjetvornosti in Qigong 5 elementov. Se vidimo 20. junija v Ljubljani. Ja, evo, mi smo nazaj ali pa naprej, kakor vzamete. Ob meni je še vedno dr. Samo Kreft in govoriva danes o adaptogenih. Rožni koren je mene, zdaj ta von me je fasciniral. A mi lahko še kaj več poveš o njemu? Kakor je mogoče najmanj znan izmed teh, v primerjavi recimo z ginsengom pa z eleuterokokom, je pa presenetljivo najbolj raziskan. Največ raziskav sem jaz najdel, sploh takih kvalitetnih, prav kliničnih raziskav, dvojno slepih, ki so res objektivne, da lahko res rečemo, da ni bil neki placebo učinek. In recimo ena od teh je bila delana pri zdravnikih, prostovoljcih, pri nočnem dežurstvu so uporabljali pripravek iz rožnega korena, ali pa ena kontrolna skupina je uporabljala pa placebo, prazno zdravilo, in so potem po koncu nočnega dežurstva, skratka naporno, itak zaradi dela naporno, zaradi noči naporno, sem dal pa eno matematično nalogo za reševati. No in so tisti z rožnim korenom boljše reševali. S tem, da rožni koren niso tik pred testom vzeli. Jemali so ga redno, mislim, da je to bilo 14-dnevna študija, in ob vsakem nočnem dežurstvu so potem še na koncu matematično nalogo reševali. Wow, no to je pa kar zelo fajn zadeva, ne? Ja. Na nek način očitno težko reči, zdaj, kje prime. In nekako po definiciji adaptogeni ne bi na vse tiste prej omenjene 3 učinke hkrati nekako celostno, mogoče da neko skupno prijemališče, ki na nekem nivoju imajo vsi te dejavniki, imunski sistem, fizična sposobnost, umska sposobnost, neko skupno vzrok, skratka neka. A pa bi ti priporočil, da se to kar jemlje tako malo preventivno, da pač poskusimo, oziroma komu bi ti to priporočil v končni fazi? Kdo bi mogel to imeti? Ja, dobro vprašanje. Mi farmacevti ne radi kar vse poprek. Res ne? Jaz sem mislila, da bomo to najraj, da kar malo tega. Kar vsak, tudi če ne rab. Ne, da bi imel kakšne neželene učinke, ampak čist tako že čudno mi je nekaj priporočiti kar splošni populaciji, ampak tako, da bi iskal kakšne bolj rizične populacije, mogoče take, ki rabijo dobro koncentracijo, tudi v neugodnih, tako kot mogoče ne samo zdravniki, ki imajo nočno dežurstvo. Študenti tudi recimo za učenje? Ja, tudi to. Mogoče kakšni ljudje, ki imajo veliko terenskega dela, ki rabljajo in fizično sposobnost in mogoče imunsko nekako dobro delujoč imunski sistem, ker so izpostavljeni mrazu, vetru in tako naprej. Pa televizijski voditelji, ne? Ja, to je tako, ja. Različni gosti vam stres povzročajo, ko pa svoje govorijo. Samo še nekaj me zanima za sam konc, ne? Zdaj, praviš, da v bistvu je to še zelo neraziskana tema, po drugi strani imaš pa ti zgleda ful časa, ker ti vse študije poznaš, a imaš še kakšno tako luštno študijo? Ti imaš to vse v glavu, meni je to prav fascinantno te poslušati. Kakšno študijo? Ja, recimo na fakulteti zdaj intenzivno študiramo izvlečke iz vej bele jelke. Tako da imamo nekaj zanimivih študij že končanih, nekaj še zasnovanih, tako da to je recimo naša trenutno tista najbolj obdelovana rastlina. Ja, super, evo. Bela jelka, ne? Ja. Sama hvala lepa. Tako, vi pa, če morda ne veste,
dovolj stvari ali pa vas kaj več zanima o zdravilnih rastlinah, vikend fitoterapije z Marijo Ano Kolman sledi prav kmalu, tako da seveda lepo vabljeni in ne pozabite poklikati naše spletne strani klepetobkavi.si. Bye, bye. Dragi ljudje, karantene je konec! Juhu! Zopet smo relativno svobodni. Zdaj, kaj bo jeseni, še ne vemo. Upajmo seveda na najboljše. Smo pa seveda mečkam posukali za rokav naše znane Slovence in Katarina Benček in pa Denis Porčič-Čorčip sta nam povedala, kako sta onadva preživljala torej čas v karanteni. Izolacija. V bistvu meni se ni prav veliko spremenil, zaradi tega, ker že tako veliko delamo doma. Še zmeraj sem hodila fotkat, pa ustvarjala sem vsebine za socialna omrežja. Tako da meni je v bistvu na začetku kar malo pasal, ampak pol tam po 3 tednih sem pa že tako, joj, rabim še kakšno družbo, razen Markota. Tako da je bilo v bistvu čisto po svoje fajn. Bolj me je v bistvu skrbel, kaj to pomeni za ekonomijo na dolgi rok, kako se nam bo to poznalo pol, ampak sem bila pa, bi rekla, skoraj mogoče malo bolj ustvarjalna, kreativna v tem času. Tako da, jaz mislim, da je bila ta karantena čist fajn, tako za vse nas, da smo si malo mogoče postavili prioritete, postali hvaležni za ene stvari, kjer so nam le prej samoumevne, ampak upam, da je zdaj to. Jaz, če sem iskren, moram priznati, da je meni karantena ful koristila. Mislim, da bi se mogla zgoditi 2krat na let, po 1 mesec, seveda brez okuženih in bolnih, pa brez finančnih težav. Zakaj? Zaradi tega, ker v karanteni sem spoznal, katere stvari so res vredne, soočil sem se sam s sabo in naredil nekaj za sebe, ker prej tega nisem mogel, ker sem skozi nekam delal in delal za druge. Tako da, meni je bilo to fajn, vemo pa, da ne more v nedogled trajati, tako da se bomo lotili dela zdaj. Ja, upam, da je karantena koristila tudi vam. Če ne drugega, da ste se mečkam poglobili vase, da ste morda več časa preživeli z vašo družino, da vas seveda ni preveč finančno udarila in tudi med drugim, da ste ostali zdravi, kar je po mojem tudi najbolj pomembno. Zdaj, če gremo mečkam razmisliti, jesen kaj bo, ne vemo. Upimo na najboljše, da seveda se nam ne zgodi zopet kakšna karantena. Predvsem pa je pomembno seveda, da poskrbite za vaš imunski sistem. To nenehno v naših oddajah trobimo, govorimo torej čisto o vseh možnih temah, kako ukrepiti imunski sistem. Poglejte si vse članke in videe na našem YouTube kanalu Klepet ob kavi, kjer lahko tudi zapišete ključno besedo in seveda boste torej našli vse minule oddaje ali pa prav kakšen določen članek na določeno temo. Pridružite se nam morda tudi na kakšnem dogodku in ne pozabite izkoristiti tudi brezplačnih dnevov naše poštnine, tako da poštnine ne boste nič plačali, torej na spletni strani klepetobkavi.si. Zdaj pa najbolj pomemben nasvet, ki vam ga danes dajem, je to, da nujno in še enkrat nujno izkoristite poletno sonce. Toliko vitamina D, kolikor ga potrebujemo, ga v teh dneh, ki prihajajo, res moramo izkoristiti. To govorijo že tako slovenski, kot tudi tuji zdravniki. Predvsem vidim sama pri sebi, da ko sem se naučila oziroma prvo spoznala svoje šibkosti in si jih seveda absolutno priznala, poiskala si tudi tisti čas pomoč, ker je bila tako močna lekcija, da ni šlo brez pomoči. Dejansko sem potem videla, kako lahko z določenimi orodji počasi in skozi čas postaneš energijsko svoboden, samostojen in si ne dovoliš, da bi te nekdo ves čas nadziral in nadvladoval.